Novomeški župan Gregor Macedoni, pozdravljeni. Torej, slišali smo odvetnika Krstiča, ki predlaga in zahteva, da sodišče osumljenca nemudoma izpusti iz pripora, ker meni, da ni dovolj dokazov. Torej se lahko celo zgodi, da po veliki tragediji, po smrti priljubljenega Novomeščana Aleša Šutarja, ko je pravzaprav ostala vsa jugovzhodna Slovenija in celo sprejetju Šutarjevega zakona, 21-letni Rom odkoraka na prostost, medtem ko uradno še drugih osumljencev ni. Povejte nam, gospod župan, kaj bi to lahko pomenilo za morebitno eskalacijo razmer v Novem mestu? Torej, predvsem si ne želim, da bi bil tudi ta primer še en v seriji primerov, ko ugotavljamo, da pravosodje ne zna, oziroma celotna veriga kaznovalna in pravosodna ne zna do konca speljati primere. Vemo, da se je ta zločin zgodil pred več 10 pričami in ne znam si predstavljati, kakšno sporočilo bi bilo, da seveda že policija ni priprla pravega storilca. Tako da raje ne bi o tem ugibal, ampak resnično mislim, da je to bi bila tudi huda klofuta tako policistom kot seveda pravosodnim. Pa so se razmere, povejte nam, po Šutarjevem zakonu res umirile, kako je ta hip? Ste denimo v praksi zadovoljni z delom policije, denimo konkretno zasegom vozil, ukrepi, ki jih je sprejela vlada po smrti Aleša Šutarja? Torej, ta hip nimamo še delovanja samega Šutarjevega zakona, saj sam ne poznam nobenega ukrepa, ki bi bil izveden na podlagi tega novega zakona. So pa seveda državni organi začeli biti aktivni na podlagi tudi tiste dosedanje zakonodaje, torej predvsem finančna uprava na terenu, kot omenjate, zasežene avtomobile. Vidimo, da je policija seveda zelo prisotna in to je nekaj, kar večina Novomeščanov zelo pozdravlja. Gospod župan, kaj pa šole? Ali hodijo romski otroci pogosteje zdaj k pouku ali pa denimo v vrtec? Kaj zaznavate? Se je kaj izboljšalo? V tem mesecu po tragičnem dogodku smo opazili, da je večja prisotnost romskih otrok v naših osnovnih šolah. Seveda to prinaša tudi nove izzive, namreč določeni otroci, ki niso redno hodili in niso sposobni spremljati pouka in procesa šolskega, so seveda moteči za druge. To so izzivi, s katerimi se naši zaposleni v osnovnih šolah srečujejo zdaj na dnevni ravni, ampak kot smo želeli smo si, da otroci tudi romski hodijo v šolo, zdržati bo treba to prehodno obdobje, predvsem pa je naloga države, da bo v primeru nadaljnjega izostajanja znala to kaznovati in sankcionirati. Da je nekaj orodij ima, videli smo, da je Center za socialno delo v prvih primerih zelo slabo reagiral. Upam, da bo ta pritisk javnosti dovolj velik, ker samo na ta način bomo odpravili vzroke za to nasilje, proti kateremu se danes borimo. Kakšen pa se vam zdi zakon o prostovoljni predaji nelegalnega orožja brez pravnih posledic do konca januarja? Bo to morda kaj pripomoglo? Sam zelo dvomim v učinke tega zakona. Zame bo največji preizkus, koliko bo res streljanja v času božično-novoletnih praznikov. Verjamem, da je morda tudi ta izhod za koga lahko rešitev, ampak mislim, da glavnina orožja na ta način ne bo izločena iz teh problematičnih socialnih okolij. Gospod Macedoni, hvala lepa za pogovor. Hvala.